Tako kot v Stari zavezi na več mestih lahko beremo, kako Gospod spregovori po sanjah, tako tudi danes, morda ne vedno po sanjah, lahko tudi po kakih dogodkih. Sama sem doživela bližnje srečanje po težji prometni nesreči leta 2000 in zaradi velikega števila poškodb sem padla v komo in sem bila v komi 5 dni. To pa je bil tudi tak poseben čas, o katerem nekateri radi veliko berejo, sploh v kakih knjigah, v izkušnji v tem obdobju pred smrtjo. Zame pa je bil to odrešilni dogodek. Zakaj? Bili smo v eni dvorani, čeprav sem bila v komi, sem se zavedala, da sem poškodovana, da ne morem hoditi, sem bila v bolnici. In okrog mene je bila ena truma ljudi, en kongres je bil. Med njimi pa sem jaz videla veliko obrazov, iz katerih je izžarevala groza. Ob pogledu na njih me je prevzemal nemir. Zato sem sester prosila, če me lahko peljejo v kapelo, da bi rada bila z Jezusom. In to se je res zgodilo, ker s posla so me peljali. Tam je bil en velik križ, kar naenkrat sva bila samo še Jezus in jaz. Ko se srečaš z nekom, ki ga imaš rad, je vsaka beseda itak odveč. Bila pa je gotovost, da je z menoj nekdo, ki sem mu dragocena, ki me ima rad, kjer sem varna, kjer mi je bilo lepo. In zame potem to traja kot en dolg trenutek. Zame, za ljudi okrog mene, ki merijo čas, pa je to trajalo 5. Videla sem tudi te stvari, o katerih radi berete, radi poslušate, svetlobo, ki prevzame prostor, toplina, ampak od vsega najbolj ostajajo Jezusove oči, res ta njegov topel pogled, bližina. In to me spremlja. To me ni spremljalo samo skozi čas okrevanja, ki je bil zelo težek, ampak me spremlja tudi danes. Le da se moram večkrat spomniti na to, ko sred hitenja ali pa sred drugih preizkušenj človek začne obupavati, potem se je treba spomniti, kaj si doživel in je lažje. To je ena taka izkušnja, ko se me je Bog zelo močno dotaknil. Potem pa je bila še ena. V letu apostola Pavla smo romali v Damask. In ker sem jaz v tistem obdobju bila več v Pavlovih pismih, ker sem v bistvu dejansko študirala Pavla, je v mojem srcu bilo res ena velika želja, da bi doživela ta kraj, kjer se je Bog dotaknil Pavla oziroma Savla. Pa še nisem predstavljala, da bo tako, kot je bilo. Ta naš cilj priti v Damask se je celo premikal zaradi enih zapletov in mojih hrepenenja je s tem samo raslo. In potem je bila tista zadnja noč, ko sem se lahko veselila, jutri pa končno. Ampak takrat po noči, še da zdaj vem, ob 1:30, je bilo to.
sem se zbudila sredi trnenja spanja in slišala Jana, Jana. Tako, kakor je klical Savla, Savla, je zdaj klical Jana, Jana. In vem, da sem se zbudila, pogledala okrog in v tistem sem tudi slišala, zakaj me preganjaš. Bil je res močen dotik. S prijateljico, ko sva bile skupaj v sobi, sem itak vprašala, če je ona tudi kaj slišala. Pa ni. Ampak meni se je pa takrat zgodil en tak velik obrat. Kaj je bilo tisto, kjer sem ga preganjala, je bilo to, da sem se svojemu delu v službi, ki me je zgrabil, takrat sem urejala mavrico, dala v svoj čas, ne samo 8 ur, in vmes je zmanjkalo za bistveno, da bi bila v molitvi, da bi imela čas za meditacijo, da bi ostala povezana z Gospodom. In tega časa je bilo vedno manj. To je bil še en tak močen dotik po noči, ni bil v sanjah, je bil kar v živo. Taki dotiki so en božji poseg v naše življenje, da bi se lahko bolj obrnili k njemu, da bi bili bolj z njim, pa ne da bi zato bili sužnji ali pa kakorkoli omejeni, ampak da bi lahko v polnosti zaživeli svojo.